TV. Kids TV. Mrzli jutrček, otroci, spet smo skupaj, vi in jaz z drugo barvo las. A vas kaj zebe? Mene ves čas po malem mrzlo mi je. Zato sem spesnila novo pesem, s pomočjo katere bomo razmigali naše mišice, ogreli glasilke in zbudili možgane. Ampak, preden se gremo razmigat, me zanima, a vi veste, kako je meni ime? Kako? Gospa? Ne, to nisem jaz. Teta? Ne, tudi to nisem jaz. Jaz sem Diana. D-I-J-A-N-A. Diana sem ja. Od zdaj naprej me lahko kličete Diana. Če pa vam je teta pri srcu, mi recite teta Diana. Dogovorjeno? Se gremo lahko zdaj razmigat? Bomo odštevali skupaj? No pa dejmo. 3, 2, 1. Razmigajmo se. Roke v boke. Na severni pol se nam mudi, spusti se na vse 4 ti. Na sprednji šapi dvigni se, kot prava zver zaderi se. Roki kot krila široko razpri, visoko na nebo se nam mudi. Kot snežna sova zaukaj na ves glas. Obstani na mestu, kot ustavil bi se čas. Zdaj pa na široko oči odpri, predstavljaj si, da jelen te lovi. Komaj sem pred jelenom pobegnila, a se na srečo k vam sem vrnila. Zadihana, utrujena, prišla sem nazaj in veste kaj, privoščila si bom en topel čaj. Mečkaj sem se okrepčala, čaj je super za te mrzle zimske dni. A ga vi tudi radi pijete? Kaj pa živali, ki živijo na mrzlem severu? A mislite, da one tudi rade pijejo čaj? Kdo pa jim ga skuha? Kaj? A mislite, da imajo štedilnik? Ne, najbrž ne. Najbrž ne. Na severu živi ogromno veličastnih živali, od orjaških medvedov do velikanskih losov, pa vse do čisto majhnih mišk. V tamkajšnjih morjih pa plavajo pravi morski velikani. Vas zanima, katerih 5 živali s severa spoznamo danes? Vas? Poglejmo skupaj. Največja žival, ki jo najdemo v severnih gozdovih, je los. Največji predstavnik družine jelenov. Odrasel samec je pravi velikan, ki tehta tudi več kot pol tone. To je približno toliko kot en manjši avto. Na Grenlandiji na ledenih ploščah pa živi še večji, nevarnejši polarni medved. Ko se orjaški samec postavi na zadnji šapi, lahko sega v višino cele 3 metre. To je tako visoko, kot bi jaz stala na svoji glavi. Največja žival na svetu, ki pogosto obišče severna morja, pa je sinji kit. Njegovo srce je veliko kot avtomobil, ožilje, po katerem se pretaka njegova kri, pa je tako široko, da bi se skozenj lahko plazil otrok. En sam sinji kit tehta kot 30 odraslih slonov. Mroži se pogosto zbirajo v velikih skupinah, lahko jih je na kupu nekaj 100 ali pa celo več tisoč. Najraje se sončijo na ledenih ploščah. Svoje okle med spanjem uporabljajo kot oporo, na kateri jim sloni glava. Tjulnji živijo na plavajočem ledu. Na kopnem so zaradi sprednjih plavuti precej počasni, v vodi pa odlični in okretni plavalci. Imajo zelo velike oči, vidijo pa le črno-belo. Tjulnji nimajo zunanjih uhljev, namesto njih le majhni odprtini, ki se zapreta vsakič, ko se potopijo v vodo.
Cel dan bi se lahko učili o živalih s severa. Ampak veste, obstaja tudi veliko živali, ki živijo na jugu, pa na vzhodu, pa na zahodu in vse bomo korak za korakom spoznali. Ampak danes nimamo več časa. Kvizko me preganja z novimi vprašanji za vas. Poglejmo, kakšnimi. Kvizko, živali s severa. Ste pripravljeni na novih 5 vprašanj? Pa začnimo. Los, rakun, lisica. Katera od 3 živali na sliki spada v družino jelenov? Kaj mislite, katera izmed 3? To je los! Ste vedeli, da je največja žival, ki jo najdemo v severnih gozdovih? Hkrati je največji predstavnik družine jelenov. Potem, ko se ima samico zelo rad, odvrže rogovje, spomladi pa mu zraste novo, je zelo dober plavalec in rad se potaplja. Gremo naprej na drugo vprašanje. Polarni medved, sova, pikapolonica. Katera od 3 živali na sliki je bele barve? Katera je bele barve? To je polarni medved, je velik sesalec, zver iz družine medvedov. Živijo približno 30 let, to je nekoliko manj kot sem jaz zdaj stara. So odlični plavalci, izjemno hitri, več kot zlahka prehitijo človeka. Tretje vprašanje. Sinji kit, kačji pastir, maček. Katera izmed 3 živali na sliki je največja na svetu? Največja. Kaj mislite? To je sinji kit, seveda. Tudi največje kopenske živali so v primerjavi z morskim velikanom mečkane. Sinji kit je največja žival na svetu. Spada med najbolj glasne sesalce. En sam sinji kit pa tehta kot 30 odraslih slonov. Gremo na naslednje vprašanje. Mrož, vidra, surikata. Katera od 3 živali na sliki ima okle? Le katera od 3? To je mrož. Veste, mroži imajo zelo debelo kožo, tako brez težav živijo v ledenih vodah. Svoje okle med spanjem uporabljajo kot oporo, na kateri jim sloni glava. Še zadnje vprašanje za vse vas. Tjulenj, antilopa, polž. Katera izmed 3 živali na sliki živi na plavajočem ledu? Se vam že sanja katera? Tjulenj. Tjuljni imajo gladko dlako srebrno-sive barve, ki ne prepušča vode. So zelo družabne živali in živijo v velikih skupinah. Če tjuljna kaj vznemiri, hripavo laja in jezno renči. Če pa se mu zgodi kaj hudega, ga oblijejo solze. Kvizko, to je to. Upam, da vam vprašanja niso delala prevelikih težav. Če pa, potem hitro prevrtite video nazaj in si vse še enkrat poglejte. Saj veste, vaja dela mojstra, mojster pa vajo. Vsi ostali pa pejmo risati. Ste pripravljeni na nov risarski podvig? Ste? Se pravi, imate nekaj, na kar boste risali, imate nekaj, s čimer boste risali, imate mene, ki vam bom majčkeno priskočila na pomoč, meni pa bo v veliko pomoč Čivčav knjiga z zimskimi motivi. V knjigi Čivčav je toliko krasnih risbic, da sem se komaj odločila, kaj naj danes narišemo. A bomo risali rokavice, a bomo risali škratka, a bomo narisali snežinko. In potem sem prišla do jelenčka in ta me je popolnoma prevzel. Tako da lahko samo enkrat ugibate, kaj bomo danes risali. Jelenčka bomo narisali. Ko sem se končno odločila, da bomo narisali jelenčka, sem razmišljala, ali poznam kakšno pesmico o jelenčku? In sem razmišljala. In sem še malo razmišljala, in sem še čisto malo razmišljala in ugotovila, da ne. Nobene pesmice ne poznam o jelenčku. Poznam pa pesmico o zimi. Jo vi poznate? Zima, zima bela, vrh gori sedela, pa tako je pela, da bo Mirka vzela, ker Mirko nič ne dela, ker Mirko nič se ne uči. Čakaj, čakaj, Mirko, ti.
Jo poznate? Poznate, odlično. In potem sem prišla na idejo, da če zamenjam besedo Merko z besedo jelenček, da dobim pesmico o jelenčku. Si predstavljate? Zima, zima bela, vrh gori sedela, pa tako je pela, da bo jelenčka vzela, ker jelenček nič ne dela, ker jelenček nič se ne uči, čakaj, čakaj, jelenček ti. Se vam ne zdi dobra ideja? Samo imeni smo zamenjali, pa smo dobili čisto novo pesmico o jelenčku. Novo pesmico smo dobili, zdaj pa potrebujemo še risbico. A gremo risat? No pa dajmo. Začnimo pri napotku številka 1. Naš jelenček bo dobil glavo. Njegova glava bo okrogla, se pravi narišemo krog. Vam je uspelo? Potem je drugi korak, da mu narišemo polkrog v spodnjem delu glave. Gremo lahko naprej? Dajmo. Narisali mu bomo 2 očesi, jaz si bom izbrala črno barvo, njegove oči sta 2 mala pobarvana krogca. Rdečo barvo si bom izbrala za njegov nos. In sicer bomo nos narisali tule pod očmi in spet narišemo en tak polkrog, ki ga lahko, če želite, pobarvate z rdečo barvo. Tako bo naš jelenček dobil tudi ime Rudolf. Tretji korak bo našemu jelenčku dal usta. Jaz mu bom narisala usta z črno barvo. Takole bomo od noska dol narisali navpično črto, tule na koncu pa bomo narisali še en polkrog. Naslednji korak, za katerega si bom jaz izbrala rjavo barvo, je, da naš jelen dobi ušesa in vrat. Vrat mu narišemo tako, da potegnemo 2 navpični črti. Dobro, ušeska pa so v obliki vodnih kapljic. Vodna kapljica, se pravi, jo narišemo takole. Pri ušeskih bomo vodno kapljico samo vodoravno obrnili. Takole. Hop. Pa še na drugi strani in tako ima naš jelenček ušesa in vrat. Napotek številka 5 pravi, da bo naš jelenček dobil trup in rogove. Narišemo najprej eno rahlo poševno črto in še na drugi strani še eno rahlo poševno črto. Njegov trup pa bo ovalne oblike. Pa narišemo ovalen trup. Takole. Kako vam gre? Mi sledite? Krasno. Gremo na napotek številka 6, kjer bo naš jelen, se pravi, dobil noge, pa še rogovje bomo dokončali. In sicer tako, da bomo narisali eno črto tukaj zraven, pa še eno tukaj zraven, pa še eno na tej strani, se pravi 1, 2, 3, 3 črte na eni strani, pa še 3 črte na drugi strani. Zdaj pa k nogam. Nogice pa bomo narisali takole, majčkeno bom umaknila. In sicer bomo narisali spredaj 2 rahlo poševni črti, tako, in poleg narišemo še 2 vzporedni rahlo poševni črti. V redu? Gremo na napotek številka 7, kjer bo naš jelenček dobil še zadnji nogici. Takole. Pa narišemo spet zadaj, da malo pogledam, da se ne bom zmotila, takole, narišemo še eno rahlo poševno črto, pa še eno zraven in enako ponovimo na drugi strani. Takole in takole. Na prvi pogled zdaj izgleda kot pajek, ampak počakajte pri koraku številka 8, naš jelen postane jelen in nič več pajek. In sicer bomo njegova kopitka zaključili z vodoravnimi črtami, se pravi zapremo tukajle, pa zdaj zapremo še tukaj, pa tukaj, tukaj in tako ima naš jelenček 4 nogice. Repek mu še manjka. Repek narišemo tule zadaj in sicer v obliki trikotnička. Še vemo, kakšen je trikotnik? Takole. Evo, in mi ga bomo majčkeno drugače obrnili, da bo jelenček dobil repek v obliki trikotnika. Meni je moja risbica všeč, upam, da je vam vaša tudi.
Imam pa super idejo. Letos, ko bodo vaši prijatelji praznovali, jim lahko za darilo podarite risbico, ki jo sami narišete. A se vam ne zdi to super ideja? Je, kaj ne? Zdaj pa gremo naprej. Abu škatla nas čaka. Abu škatla. Le kaj skriva Abu škatla danes v sebi? Vsakič znova si postavljamo enako vprašanje. Ja, če nas pa vsakič znova preseneti, kaj ne? Saj ne more biti drugače. Ampak danes ne bomo nič ugibali, kaj se skriva notri. Jaz bom kar pogumno odprla pokrov. Danes vam bom pa pokazala. Poglejte, cela zmešnjava je noter. Zdaj bomo pa morali skupaj ugotavljati, kljub vsemu, kaj pa je tole? Kaj pa bi lahko tole bilo? Je to lahko kakšna kača, zgleda že tako dolga, ampak na tej strani nima glave, pa na tej strani tudi nima glave. Kaj pa bi to lahko bilo po vaše? Odeja? Ne. Šal! Dobra ideja! Kdo je to rekel? Zelo dobra ideja! Ja, pa bo res šal, poglejte ga. Mi pristoji tale roza barva. Všeč mi je. Gremo dalje? Gremo. Tale zadeva ima cofek. Bi to lahko bila kapa? Kaj pa, če poskusim? Lahko bi bilo kapa. Milenčkova ušesa moram dati dol, takole. Pa da poskusim, če je tole... A bo kapa? Ja, res je, ja. Greje mi glavo, greje mi ušesa. Kapa je, vsekakor. Gremo dalje. Kaj pa je tole? Pa dve sta. Ena. Kaj pa bi to lahko bilo? Zdaj vidim. 1, 2, 3, 4, 5 prstov ima, tako kot jih imamo na desni roki. 1, 2, 3, 4, 5 prstov, pa tale ima 1, 2, 3, 4, 5 prstov in na levi roki imam tudi 1, 2, 3, 4, 5 prstov. To pomeni, da so to rokavice. Rokavice nam grejejo. Noge nam grejejo. Ne noge, roke, seveda, roke nam grejejo rokavice. Takole jih damo na roke. Takole. Skoraj sem že opremljena za sneg. Lahko bom delala snežaka, lahko se bom sankala, pa smučala, pa še snežinke bom lahko delala, tako da bom ležala v snegu, pa sploh me ne bo zeblo. Kaj pa je to modro? Kaj bi pa tole lahko bilo? Ja, puloverček je, poglejte ga, topel puloverček. Wow, pa snežake ima. Poglejte ga, kakšen lep snežak. Bele barve je z črnim klobukom, z rdečim šalom, črna 2 gumbka ima, pa črni 2 očesi ima, pa 1 črna usta, pa 1 korenčkast rdeč nos. Puloverček, ja, to mi bo tudi prav prišlo za na sneg. Ampak, čakajte, kaj pa je tu neka žogica? Kaj pa z žogico delamo na snegu? A lovite? Ne hecam se, no ne bom vam metala, ker to sploh ni žogica, ampak... Počakajte. Kaj pa tu? Nogavičke, a sta 2 nogavički? Z obrazom medvedka, poglejte. A nista prikupni nogavički. Toplo mi bo tudi v noge. Kaj pa je tole? Očitno si je Abu škatla zamislila, da se bom šla sankat. Ampak jaz pa že nisem tako majhna, kako pa naj se usedem na take sanke? A ni smešna tale Abu škatla? Kako naj se jaz usedem na te sanke? Saj so lepe rdeče barve z belo snežinko. Krasne so, nič ne rečem, ampak... Kaj? Kaj, Abu škatla? Niso zame? Pravi, da niso zame. Za koga pa so? Moram pogledati, pravi noter. Spregledala sem ga skoraj. Za malega pingvinčka so. Ja, to bo pa šlo, ja. Mali pingvin se lahko sanka z malimi sankami. No, prav, pingvinček, jaz ti bom samo družbo delala. Zmenjeno?
Vam je všeč pingvinček na malih sankah? Meni tudi. Si predstavljate, da se greva midva skupaj sankat? Jaz kot velikanka in mali pingvinček. Pazila bom nate, veš, nič ne skrbi. Vsi mi pazimo na manjše od nas, drži? Veliki otroci pazite na male otroke, mi veliki pazimo na vas male otroke in tako vsi pazimo na vse. Drži? Takole, zdaj sem v popolni zimski opravi in zdaj lahko gremo naprej. Se strinjate? Novo pesmico imam za vas o teti zimi. Ne poznate je še? Jo čisto nova je, ja. Jo gremo zapet, da se je naučimo skupaj. Jaz sem tudi za. Zapojmo. Teta zima je prišla, snežinke padajo z neba. Otroci se smejijo, snežaka gradijo. Smo vse leto čakali, da bi se ob smrečici igrali. Mama, oči, sestra, brat, jaz in moj prijatelj škrat, ki božičku naroči, kakšna darila kdo dobi. Sem si zaželela, da bi z vami skupaj pela, se z vami igrala in na vas glas smejala, da na obisk bi prišli severni jelenčki in dedek Mraz. Veliko dobre volje za ta praznični čas, vsakomur naj podari, kar iz srca si res želi. Vaša družba, moja želja je, da se družimo še in še in še. Tako pa smo tudi mrzlega jutrčka pripeljali k koncu. Če se radi z nami učite, igrate, smejite, pojete, telovadite, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Tini Kids TV. Objem, polubček in pa do prihodnjič od tete Diane.